večer bila takole, ki je vigilija in vedenje v pričakovanju jutrišnjega praznika brez madežne. In prav naši pevci so čudovito oblikovali vstop v to noč pričakovanja praznika jutrišnje nedelje, 8. decembra. In če stopimo korak nazaj, včeraj Sveti Miklavž, svetnik, ki prinaša dan. Dan je pa tudi glasba, pesem, da izrazi tisto, kar človek z besedami ne more povedati. Zato se zahvaljujem tudi vam pevcem, da ste nam podarili ta zaklad za naš večer pred praznikom. In če stopim še nekaj dni nazaj, do 3. decembra, 3. december pa je veseli dan kulture in tudi potem teden ljubiteljskega zborovskega petja. Zato ob tej priložnosti tudi vabim gospod Tatjana Avsec, da podeli priznanja pevcem, ki se že vrsto let trudijo in zadevajo, da nas obdarijo s pesmijo, ki je tudi ljubitev in obogatitev našega življenja. Prosim. Dober večer in lepo pozdravljeni tudi v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Zahvaljujem se spoštovani pevci in pevke zborovodja za vaš še en čudovit koncert, ki je plod vašega večletnega odličnega dela in druženja. Na petje v pevskem zboru običajno gledamo kot na obliko kulturno-umetniškega udejstvovanja in druženja, redkeje pa razmišljamo o ostalih momentnih vlogah petja, ki ga pomembno dopolnjujejo in bogatijo, na procese, ki sproža petje v človeku in na učinke, ki ga ima le-to na pevce, tako pevce kot poslušalce. Zakaj, na primer, pevec ali pevka po napornem delovniku utrujen pride na pevske vaje zvečer in po 2 urah odide napolnjen z energijo, četudi je tudi tukaj moral intenzivno delati. Zakaj oseba s posebnimi potrebami, z govornimi ali motoričnimi motnjami med prepevanjem teh težav nima? Zakaj, na primer, dementna oseba ali starostnik ob prepevanju predvsem ljudskih pesmi se spomni vseh besedil do potankosti iz svojega otroštva? Zakaj je lahko pevski zbor kot skupina daje pomembno oporo posamezniku, ki doma morda živi v hudih stiskah? In kateri je proces, ki se dogaja v človeku, v pevcu, poslušalcu, da mu petje izvabi solze v oči, kurjo polt, da daje občutek vrednosti in večje samozavesti. Vse to so vprašanja tudi za znanstvenike. Nam pa daje en jasen odgovor. Petje je tudi zdravilo. In to zdravilo je še kako pomembno in potrebno tudi predvsem v današnjem času, ko se zdi, je vedno manj sodelovanja, sočutja, solidarnosti, ko smo vedno bolj oddaljeni. Zato, spoštovani pevci in pevke, velik poklon za to pomembno poslanstvo, ki ga opravljate in to na najbolj odličen način z visoko kakovostjo petja in tudi besedili, ki jih za to izbirate. Želim vam, da
povezanosti. Hvala. Sedaj pa